Vroči nedeljski popoldan so si otroci v Ljutomeru lahko popestrili ne le s kopanjem in sladoledom, temveč tudi z obiskom parka v senci bogatih drevesnih krošenj, kjer so se v sklopu praznovanja 61. praznika občine Ljutomer odvijale mačje dogodivščine v Mačjem mestu, med drugim izvrstna predstava. Čakajte malo, vi hočete reči, da je maček Muri šel spat? Vi želite povedati, da je črn maček, ki ima moder telovnik, maček Muri, povabil nas vse na obisk, potem je pa šel... Prijatelji, povejte mi nekaj, a ste že kdaj povabili prijatelja na obisk, potem ste šli pa spat? To vendar ni niti vljudno, niti pravilno. Čakajte malo, zakaj pa je šel spat? Prijatelji, vi želite povedati, da je maček Muri izgubil mačjo kroniko? A vi sploh veste, kaj je to mačja kronika? Maček Muri vanjo zapisuje čisto vse dogodke mačjega mesta. In to so najpomembnejše novice, iz katerih se lahko potem mačke učijo, kaj se je zgodilo za nazaj. To je najpomembnejša knjiga v Mačjem mestu. In vi pravite, da jo je maček Muri izgubil? In zdaj on sanja, kam jo je dal, ali kaj? In vi hočete reči, da vi zdaj čakate, da bo on sanjal, kam jo je dal? Ojoj. Predstavo je pripravilo družinsko gledališče Kolenc z več kot 20-letno tradicijo. Oba z možem sva pedagoga in sva že dolgo časa pri tem razmišljala, da pravzaprav v šolah manjka nek posredni medij, ki bi pomagal otrokom tiste stvari, ki se malo težje razložijo, na drugačen način predstaviti. In tako se je rodila ideja o gledališču. Ja, odzivi otrok so bili taki, kot si jih pač lahko želimo, ki nam pravzaprav dajo energijo za naprej. To je največ, kar si želimo in kar je naše poslanstvo. Da bi se otroci ob naših predstavah čim bolj razživeli in tudi naučili sodelovanja, odnosov in na koncu koncev predvsem ljubezni. Poleg predstave so v sklopu praznovanja občinskega praznika za otroke sicer organizirali še številne druge dejavnosti. Ko praznujemo praznik naše občine, poskrbimo v bistvu za dogajanje, da tako strežemo vsem generacijam, za vsakega nekaj. In v nedeljo, se pravi danes in pa naslednjo soboto, smo se potrudili s programom tudi za naše najmlajše občanke in občane. Danes je v parku prvega slovenskega tabora pod 100-letnimi hrasti zabava z mačkom Murijem, kjer se bodo otroci sprehajali po mestu Mačka Murija. Bodo delali poslikave, razne delavnice bodo imeli, deklice se bodo lahko preizkusile v mačji modi, tukaj kroži neki mačji denar, tako da je zelo zabavno. V soboto, ko pa imamo prleški sejem, pa bodo tudi imeli ustvarjalne delavnice, prleško gibanico bodo pripravljali, potem bodo tudi izdelovali neke gusarske zapesnice. No, pred zabavo zvečer pa nas bo presenetil tudi čarodej Toni. Tako da bomo tudi malo čarali in začarali lepo prihodnost naši občini. Praznovanje občinskega praznika v Ljutomeru, ki se je začelo prejšnji petek, sicer poteka kar 10 dni, kar pomeni, da so pred nami še 4 praznični dnevi. Četrtek bo namenjen gospodarstvu in petek slavnostni prireditvi. Tukaj se zelo potrudi vsako leto obrtna zbornica, kjer priredi zvečer zelo svečano prireditev, razglasi obrtnika leta. Poleg tega pa so letos tudi pripravili okroglo mizo na temo aktualne zakonodaje, dan odprtih vrat. Mi pa smo dodali eno javno razpravo v blokovnem naselju, ker želimo skupaj z našimi občani prediskutirati, kje namestiti otroška igrala in kako tudi urediti tisto blokovno naselje. V petek pa seveda mi podeljujemo priznanja in nagrade, seveda plaketov, listine občinskega sveta občine Ljutomer, pa tudi jaz izkažem posebno pozornost za priznanje posebej zaslužnim občankam in občanom. Mi sicer čez celo leto podelimo ogromno priznanj in zahval, ker smo res srčna in bogata občina s tem potencialom v ljudeh.
Ampak ob svečani priložnosti, se pravi o praznovanju našega praznika 9. avgusta, ko se je zgodil prvi tabor na Slovenskem, pa se posebej poklonimo tistim, ki posebej izstopajo. Konec tedna pa bo posvečen tradicionalnemu prleškemu sejmu in kasaškim dirkam. Prleški sejem poteka na glavnem trgu, predstavi se veliko ponudnikov, imamo kar veliko vlog, poskrbljeno je tudi za zabavo, ansambel Štrk nas bo zabaval, potem Tanja Žagar in pa v večernih urah rock and band. Seveda pa poskrbljeno tudi za prleško kapljico in prleške dobrote, tako da bo res zanimivo. Imamo pa prleški sejem organiziran po različnih avenijah, avenijo prleških dobrot, avenijo vina in sira, potem avenija društev, avenija bolšjaka, bižuterije, obrtništva, podjetništva, domače obrti, tako da vsak lahko nekaj zase najde. Kot smo dejali, prleški sejem v soboto, v nedeljo pa seveda tradicionalne kasaške dirke v Ljutomeru, tukaj je tudi zelo zabavno in pa zaključi se z rimskimi igrami na Stari cesti. Bogato praznovanje, ki ga že 61 let ob tem času prireja občina Ljutomer, se sicer navezuje na pomemben zgodovinski dogodek. Prvi slovenski tabor se je zgodil tukaj v Ljutomeru, v tem prostoru. Pod stoletnimi hrasti se je 1868. leta zbralo 7000 ljudi, kjer se je dejansko zavzemalo za slovenski jezik, da se je v šole uvedel slovenski jezik. Tukaj so se dejansko zgodile zelo dobri temelji oziroma dobre stvari za prihodnost naše Slovenije. In to dejansko mi zelo s ponosom doživljamo in ravno za ta datum je razglašen kot praznovanje občinskega praznika. Malo je sicer neugodno zaradi tega, ker je pač čas dopustov, ampak zgleda, da smo občani ponosni na ta praznik in smo si začeli dopuste planirati pred tem praznovanjem pa po tem praznovanju. Zato, ker nekako imamo ponos v sebi in prav je tako, ne?